Dobrodošle, drage gledalke in cenjeni gledalci iz studia Družine. Bogoslovno semenišče v Ljubljani ima od letošnjega avgusta novega rektorja. To je postal Martin Zlobko, ki se je na to poslanstvo med drugim pripravljal na študiju na Papeški univerzi Gregoriana v Rimu. Gospod Zlobko, lepo pozdravljeni. Hvala lepa za povabilo, lep pozdrav. Ja, prihajate iz Križa, iz župnije Komenda in od leta 2010, ko ste bili posvečeni duhovnikom, ste opravljali različne službe in bili tako ali drugače ves čas vpeti v delovanje z mladimi. No in danes se bova pogovarjala o vaši najnovejši službi, torej mestu rektorja v Bogoslovnem semenišču. In v posebnem videoprispevku naših kolegov iz Aleteje pa bomo sredi pogovora pokukali tudi, kako poteka vsakodnevni utrip v Bogoslovnem semenišču. Ja, najprej pa midva obladaniva nekaj stvari in sicer, gospod Zlobko, kako pravzaprav, da ste vi postali rektor? To za vas namreč ni bilo presenečenje. Ja, resnično ni bilo presenečenje. Približno 3 leta nazaj, takle čas, nekako konec avgusta, sem dobil klic iz škofije, da se nekoliko oglasim pri gospodu nadškofu. Eden od duhovnikov, moj predhodnik, gospod Roman Globokar, me je na to opozoril, da naj pričakujem klic. No in potem sem prišel na škofijo in gospod nadškof mi je predstavil to željo in tudi pobudo, da bi čez 1 leto potem šel na študij v Rim, kjer bi se pripravil za to vlogo, za to službo, za poslanstvo rektorja. Tako da sem potem nekako od takrat naprej se je začel odvijati en tak dolgoročen proces razmišljanja, meditiranja, tako tudi poglabljanja v samo življenje, kaj pomeni v bistvu formiranje. Čeprav sem na nek način bil kot formator mladih že v prejšnjih službah, ampak vseeno se je pa takrat začel v bistvu en nov pripetljaj v mojem življenju. Se pravi, ste se na to službo rektorja pripravljali 2 leti v Rimu. Kateri pa so bili glavni poudarki takega študija in koliko vas je pravzaprav bilo, so bili najbrž tudi vaši drugi duhovniki, kolegi, s katerimi ste se skupaj pripravljali na to? Ja, na Papeški univerzi Gregoriana je v bistvu prav en Centro Favre, ki je namenjen samo v bistvu študiju za bodoče formatorje. Se pravi, tako za bodoče rektorje, kot za bodoče špirituale, tudi voditelje novincev v različnih samostanih, se pravi v različnih religijskih redovih. In je res namen prav temu, da bi v bistvu tudi formator ne preformiral sam sebe. Zato, ker to, ki je bilo res tisto prvo in temeljno vodilo, je, da prvi formator je Gospod. On nas formira. On nas formira. In potem tisti, ki jim je zaupana služba in poslanstvo, da lahko formirajo drugi, v bistvu formirajo v luči Gospoda, v luči Jezusa, ki je prvi formator. Ja, tako kot ste že rekli, na tem študiju nas je bilo v prvem letniku, ker jaz sem naredil 2 leti, 60 iz celega sveta in zanimivo, iz Evrope samo 5, en Hrvat, 3 Italijani pa jaz. Potem v drugem letniku so pa samo še 2, en iz Italije pa jaz, kar se tiče Evrope. Drugače je bil pa zelo močno zastopan prostor iz azijskega predela, samo Indijcev smo imeli recimo 17 v prvem letniku, potem pa tudi Afrika in Južna Amerika. Tako da je bil res zelo pester spekter vseh poklicanosti, tako od duhovnikov škofijskih do redovnic. Tako da nas je bilo res ena taka luštna pestra zasedba. Tudi prav zavedanje, da je cerkev res vesoljna. Kaj je to katoliškost cerkve, sem še bolj poglobil v pogovorih, v debatah, v delu z ostalimi v razredu. Nekako tako, kot je bilo v bistvu temeljno vodilo tudi samega študija, da so te 4 stebri, ki jih tudi Ratio zadnji omenja za formacijo samo, se pravi človeška rast, intelektualna rast, duhovna rast, pa pastoralna rast, se pravi skupnost za občestvo, da ne smemo pozabiti nikoli tega prvega. Tukaj je bilo včasih tudi tako
ta človeška rast. Ne. Tam izhajamo iz tega, kar imamo. Ne. To, kar je v bistvu položeno v nas, ta človeška rast je zelo, zelo pomembna in tudi temu zdaj dajemo velik poudarek v semenišču. No, omenili ste že gospoda Romana Globokarja, ki je bil vaš predhodnik na tem mestu, tudi med drugim vaš profesor na Teološki fakulteti. Vam je kaj svetoval ob primopredaji oziroma ste ga morda sami vprašali za kak nasvet? Ja, ker vem, no, da je bil on imenovan oziroma tudi sprejel to službo za en tak prehod, ravno zato, ker ima precej ostalih služb tudi, mi je rekel, da tukaj sem bil zelo rad. Zelo rad sem bil z bogoslovci in to je tisto, kar ti želim tudi položiti na srce. Tako se mi zdi, je res imeti rad cerkev, pa imeti rad bogoslovce v smislu, da so to tisti, ki bodo potem 50 let naprej bili zaupani kot pastirji. To, kar tudi papež Frančišek vedno znova poudarja in vsi zadnji papeži. Pastir je tisti, ki pozna svoje, in oni poznajo njega, ker smo upodobljeni po dobrem pastirju. In to se mi zdi tudi en ta lep motiv, po katerem si želim, da bi bili vsi duhovniki z mano na čelu upodobljeni. In koliko bogoslovcev bo v novem študijskem letu? Ja, v naslednjem letu bo 20 bogoslovcev, od tega bo eden v Rimu, se pravi v samem semenišču 19. Začenjamo pa skupaj, se pravi s škofovsko konferenco smo se odločili, da bi za 4. letnik naredili eno tako poskusno leto ad experimentum, da bi bogoslovci celo leto bivali na župniji, v eni izmed župnij blizu Ljubljane, ker bi potem tudi hodili na fakulteto. Prav zaradi tega, da bi nekako ta drugi del te poti, ko je že ta pot učenčevstva osvojena in se pravi bogoslovec res pripravlja za to, da bo pastir. Pastir pa brez ovce, vemo, nima nobene vloge. In zato, da bi prepoznaval vsakodnevno, kljub temu, da bo hodil na fakulteto, prepoznaval življenje župnije, utrip ljudi na vseh področjih, pravi, v vseh segmentih, ne samo znotraj cerkve, pravi, kot stavbe, ne samo pri bogoslužju, ampak na vseh ravneh njihovega življenja. In se mi zdi, da je to tudi pomemben vidik, da so fantje med ljudmi. Prav tako, kot je pa tudi ta prvi vidik zelo pomemben, to nam nekako zelo polaga na srce v Rimu, da je zelo važno, kakšna je duhovniška identiteta. Se pravi, zakaj sem jaz duhovnik? Ne, kaj delam kot duhovnik. Ker tisto seveda pride, brez tega itak noben ne more, pravi, kdor ne dela, naj ne je, pravi se to pismo, ampak da je pred tem je pa zelo ključen ta moment, ko me Gospod pokliče, da prepoznavam ta klic vedno znova in znova, da ga ponotranim, da ga negujem, da ga živim in seveda to pa ne moramo početi, če smo okupirani na 101 način in ne pustimo, da Gospod prek svoje besede v tihoti deluje v nas. Zato se mi zdi, da sta ta oba dva vidika zelo, zelo pomembna. Se pravi, negovanje, utrjevanje identitete, kdo sem jaz, tudi potem čez 10, 15, 20 ali pa 50 let duhovniškega poslanstva, življenja, da bom vedel, zakaj sem duhovnik. In potem po drugi strani pa ta drug vidik, bogoslovec med ljudmi, z ljudmi. Ker tako kot potem slišijo fantje pri posvečenju, duhovnik je vzet izmed ljudi in postavljen nazaj za ljudi vsem, kar se nanaša na Boga. Ja, gospod Zlobko, zdaj vi ste bili bogoslovec pred približno 20 ali 15 leti. Če se primerjate zdaj recimo s sedanjimi generacijami bogoslovcev, kakšne razlike opažate zdaj, ko ste tudi že dejansko dober mesec in pol med bogoslovci? Kakšne bistvene razlike opažate? No, dejstvo je, da se svet zelo spreminja, in da tudi pač pri tem si
ne smemo zatiskati oči, to je dejstvo. Recimo, jaz sem sam po moje dobil mobilni telefon, pa to še samo na tipke v moji času v gimnaziji. Danes so v bistvu te fantje že skoraj rojeni s telefoni. To je en vidik, da ne govorim recimo o internetu, o vsej tej informacijski komunikaciji, ker se spomnim, mi smo še preklapljali kabel za internet iz telefona, da je bilo lahko to vse. Tako da iz tega vidika se je čas zelo spremenil. Tudi fantje iz bogoslovja, tako kot vsi ostali, vsi mladi, starejši, imamo možnosti dobiti podatke takole. Se pravi, iz svetovnega spleta se dobi takoj vse. Zdaj, kaj se dobi? Kako se dobi? Kako se tudi, se pravi, če bi rekel, recimo skozi tri cedila, kako se razločuje, kaj pa je tisto, kar je dobro. To se mi zdi pa ena temeljna naloga in tudi poslanstvo, da jo privzgojimo ne nazadnje vsem mladim, že otrokom, ki se srečujejo s tehnologijo, pa tudi seveda bogoslovcem, ker ni vse zlato, kar se sveti, hkrati je pa lahko marsikatera stvar, lahko tudi v pomoč, oziroma tudi v duhovno rast. Ampak vedno v tistem iskanju, razločevanju, ki je zadaj, ki je omenjena. A je to tisto, kar prihaja od Gospoda, a je to mogoče samo tisto, kar jaz hočem, oziroma jaz iščem, oziroma nekdo drug išče, pa mogoče ne zmeraj dobro tudi zame. Zdaj, včasih vemo, da se je v javnosti pojavljala, morda se tudi še sedaj kakšna kritika ali opazka, da bogoslovje vzgaja bodoče duhovnike za Gospode, tako v narekovajih. Se vam zdi, da je ta kritika oziroma ta opazka, da drži, da je držala? Zagotovo je bilo, če šljemo ali 50 let nazaj, pa mogoče še tudi pri moji formaciji, ki smo bili v naši generaciji, je bila vzgoja drugačna. Nikoli, saj jaz lahko rečem za svoj čas, da nas niso vzgajali za Gospode, zato ker duhovništvo je v prvi meri služenje, Gospod je en sam, je Kristus. In tako se mi zdi, kako je danes zapeljano tudi eno življenje znotraj bogoslovja, kjer si tudi sami kuhamo, sami pomivamo, sami peremo, pospravljamo, tako da ni zdaj, da bi tako, včasih so še določeni miti nekje, pa jaz vsakemu rečem, Gospod pravi, pridite in poglejte, pridite in poglejte. Je pa seveda, tako smo si, vsak izmed nas je unikat, vsak unikum je res in je svet, so potem tudi različni, fanti. Eden je bolj praktičen, da bom rekel tako, eden je bolj duhoven in vsakmu je pa treba potem dati tisto, da je nekako, da je lahko samostojno zaživi tudi kot duhovnik na župniji. No, že kar nekaj let pa je praksa, da fantje pred dejanskim vstopom v semenišče opravijo tako imenovano pripravljalno leto ali propedevtični letnik. Kakšni so sadovi tega leta? Kaj opažate? Zaenkrat, po 5 letih, zdaj bo 6. leto, ker se je začel propedevtični letnik, se ugotavlja, da je v bistvu ta letnik ima res dober namen. Se pravi, razločiti in predelati recimo tisto prvotno poklicanost v duhovništvo ali pa samo na nek način tudi razločiti, ali je bil ta klic res resnični ali je mogoče ena poklicanost, ki je drugačna. Ki ni nič narobe. Poklicanost je najprej v življenju. Potem pa, zato je ta propedevtični letnik tudi na drugotni lokaciji v Šmarju pri Jelšah, da ni, ker tudi ne sme biti del čista semenišča, ampak ima tudi svojega vzgojitelja, gospoda Janeza, svojega špirituala, tako, da se lahko res v eni svobodi, predvsem v svobodi, te fantje, ki vstopajo v ta letnik, potem tudi vidijo, razločujejo, preiskujejo, poslušajo, ali je ta poklicanost res poklicanost v duhovništvo, ali pa morda moja poklicanost neka druga poklicanost.
Ja, gospod Zlobko, omenili ste, da so morda sedanje generacije drugačne tudi ne samo po tej tehnološki plati, ko vstopajo, ampak tudi, da si danes v semenišču bodoči duhovniki sami kuhajo, sami pospravljajo. In poglejmo zdaj skupaj, kaj so posneli na terenu naši kolegi z Aleteje, kako poteka vsakdanji utrip v bogoslovnem semenišču. In potem, ko si pogledamo ta prispevek, z gospodom Zlobkom nadaljujeva ta pogovor. Lepo pozdravljeni, moje ime je Kaja in danes bomo raziskali, kako izgleda življenje bogoslovcev. Mnogi si bogoslovje predstavljajo kakor skrivnosten kraj, poln težkih in celo resnih vprašanj. Pa je res tako? Danes bomo izvedeli iz prve roke. Lepo pozdravljeni, moje ime je Peter, prihajam iz župnije Kranj in z začetkom letošnjega študijskega leta bom začel svoj študij v drugem letniku bogoslovnega semenišča. Zdaj se pa nahajamo pred eno izmed sob, v katerih bogoslovci bivajo v času študija, pa vas kar lepo povabim, da si jo skupaj pogledamo. Sobe so že pripravljene, ker čez približno 2 tedna se bodo bogoslovci začeli vseljevati. Veliko časa preživiš na faksu in na različnih aktivnostih, zato ti zagotovo veliko pomeni oseben prostor, svoja soba. Ja, bogoslovci imamo kar zaposlen dan po programu, zato zagotovo vsakemu bogoslovcu zelo veliko pomeni, če ima lahko v dnevu nekaj časa tudi za svoje osebne hobije in osebne interese. In tako nekateri bogoslovci precej časa preživijo ob športu, recimo, nekateri igrajo inštrumente in se v tem času posvečajo temu, drugi se zelo radi družijo, recimo v skupnem prostoru, kakšni imajo zelo radi čas za to, da lahko študirajo še kaj poleg fakultete, kar njih zanima osebno. Tako da teh interesov oziroma načinov preživljanja prostega časa je zelo veliko. Kakšni so pa tudi taki, da ta čas mogoče najraje preživijo tudi v kapeli ob molitvi. Kaj pa najraje počneš, ko si čisto sam? Ja, jaz najraje tak čas izkoristim za to, da v sobi še kaj dodatnega študiram, še kaj poleg teološkega študija, kar me še osebno zanima, ali pa mogoče čisto preprosto branje kakšnih leposlovnih knjig, ali pa komuniciranje s prijatelji, s kolegi. Vsekakor je ta čas zelo pomemben, da se ga čim bolj izkoristi na najrazličnejše načine. Upoštev pa pride tudi kakšen šport, tek, recimo, če je zunaj lepo vreme, tako da različne so opcije. Sedaj se pa nahajamo v semeniški zakristiji in vas lepo povabim, da gremo skupaj v kapelo. Nahajava se v kapeli, imate kakšen poseben urnik redne dnevne molitve? Ja, najbolj običajen dan v bogoslovnem semenišču se začne z molitvijo in se tudi z molitvijo konča. Zjutraj se zberemo najbolj običajno ob 6:30, ko skupaj molimo brevir tukaj, se pravi hvalnice, temu pa potem sledi sveta maša. Potem pa zvečer se ponovno zberemo in ponovno molimo brevir, tokrat večernice. Po urniku pa sledi tudi včasih adoracija pred Najsvetejšim. Enkrat v tednu pa imamo tudi posebno premišljevanje, torej molitev po metodi Lectio Divina, ki jo tudi izvajamo tukaj v semeniški kapeli. Kakšen pomen pa ima molitev v vašem dnevu? Molitev je izjemno velikega pomena. Mislim, da že sama pozicija molitve v urniku v tem smislu zelo veliko pove, ker kot sem omenil, dan se začne z molitvijo. V molitvi se naravnamo na to, kar bodo naše naloge v tem dnevu, te naloge lahko Bogu priporočimo. Potem pa se tudi zaključi z molitvijo, ko imamo priložnost, da vse, kar je bilo v dnevu napravljenega, vse, kar je bilo opravljenega v dnevu, lahko posvetimo Bogu in se za to delo tudi Bogu zahvalimo.
Nasplošno pa je seveda molitev v življenju bogoslovca izjemno pomembna. V molitvi rastemo, raziskujemo, poglabljamo duhovni poklic, zaradi katerega smo sem seveda prišli in se učimo potem tudi vsakodnevno živeti ta odnos do Boga. Pozdravljeni, sem Mark Anton Ramšak iz župnije Sveti Pavel, Prebold in obiskujem 3. letnik bogoslovnega semenišča. Kje pa se nahajava zdaj? Torej, pravkar smo v semeniški čitalnici, ki je v bistvu en tak prijeten prostor za študij, da se lahko tudi odmakneš iz sobe. In v bistvu je to prostor, kjer lahko preživiš tudi čas za prebiranje kakšne knjige. Glede na to, da se je zdaj začelo novo šolsko leto, kakšne cilje si zadal? Zame je v bistvu največji izziv v resnici poskušati biti zmeren. Pogovarjamo se o tem tudi z našimi formatorji, da ne moramo v bistvu vsega časa nameniti samo za študij, imeti same desetke, ker formacija tukaj v bogoslovju ni namenjena samo temu, da se mi naučimo neko teoretično znanje, ampak pravzaprav tudi temu, da rastemo duhovno, da se srečamo z ljudmi, da se v bistvu soočimo z izzivi, ki nas bojo pa tudi doleteli. Tako da nekako biti zmeren, posvetiti čas študiju, takrat, ko je čas za študij, in drugim stvarem, takrat, ko je čas za druge stvari. Najljubši predmet do sedaj? Bi rekel, da so mi najljubši v bistvu svetopisemski predmeti, eksegeze, se pravi nekako razlage evangelijev ali pa drugih svetopisemskih knjig, ker tam nekako tudi največ črpam. Najljubša knjiga? Svetopismo. Najljubši svetnik? Sveti Frančišek Asiški. Torej, pravkar se nahajamo v našem skupnem prostoru, ki je nekako bolj družabno, bolj sproščeno obarvan. Tukaj si vzamemo čas po obrokih, preden se odpravimo na faks, naprimer zjutraj ali pa po kosilu, malo poklepetamo, spijemo kako kavo, se srečamo. Kakšna je povezanost med vami bogoslovci? Rekel bi, da je nekako podobna povezanosti v družini. Se pravi, ni vse idealno, ampak če vsak da nekaj zraven, se lahko res lepo razumemo. Vedno se med sabo kaj brusimo, ampak to sam pomaga k rasti. V hiši imamo tudi različne zadolžitve, naprimer en prav skrbi za ta prostor tukaj, zato da je založen z kavo, s hrano, za njegovo čistočo. In podobno je tudi za ostale stvari po hiši, naprimer nekdo skrbi za zalivanje rož, za to, da se odpeljejo smeti. Imamo tedenske ekipe, ko so zadolžene za ministriranje, za pospravljanje posode. Tako da ima pravzaprav vsak poleg tega, da študira in skrbi za svojo formacijo, še neko odgovornost, s katero pripomore k temu, da se imamo vsi v hiši lepo. Veliko se družite, veliko ste skupaj, mi zaupaš še kakšno zanimivo dogodivščino, prigodo, ki se vam je zgodila? Ja, mogoče mi pride na misel, seveda za advent tudi okrasimo hišo in potem za božič. To pomeni, da tudi postavimo jaslice in da prinesemo smreke. Da je tule zraven trga dejansko prodajajo smreke, tako da ni jih tak problem spraviti not v hišo, ampak vsako leto je pa dogodivščina jih spraviti ven iz hiše. Sred Ljubljane, polne ulice, odpad ni tako blizu, tako da ponavadi je to malo dogodivščina, ob kateri tudi poleti kakšna smreka čez okno. Z mano je tudi kuhar Tomi. Tomi, kako postaneš semeniški kuhar? Zdaj to je zelo taka ena dolga zgodba, no? Ker nima toliko časa za to, ampak tako na kratko. Razpis je in se prijaviš in pol prideš na razgovor in probaš prepričati, da si ti ta prav za njih. Je pa tako zelo specifična zadeva in oddaš življenjepis svoj in cerkveni življenjepis. In pol gre bolj gledati cerkveni življenjepis, kakor pa tvojega.
Tako da, tako da moraš v bistvu izpolnjevati cerkvene zadeve, da pa lahko postaneš, to je prva stvar, se mi zdi. Kaj je posebnega pri tem, da kuhate za bogoslovce? Ja, to je tako. To ni delo samo, da si v kuhinji in da si kuhar. Tukaj imaš ti, to je ena velika družina, ki je 20 fantov, 20 različnih fantov. In v bistvu si cel dan skoraj ne z njimi. In se moraš v bistvu z njimi tako, si bolj ne prijatelj z njimi in jih poznaš v tej hiši in izven hiše. In pa se v bistvu probaš prilagajati in spoznavati fante, kakšni so v jedilnici, v kuhinji in izven kuhinje. Tako da to nisi samo kuhar, ampak si tudi prijatelj drugim fantom. Katero jed pa največkrat pohvalijo? Ja, glede na to, da so to fanti in da so to mladi, je tle pica prva stvar, kar je pohvaljena. Pa ne glede na to, kdo jo peče, je vedno pica pohvaljena. Zdaj, kakšne enolončnice pa kakšne kisle jedi, tisto pa ne gre. Prišli smo do konca našega sprehoda po ljubljanskem bogoslovnem semenišču. Najlepša hvala, da ste bili z nami. Ampak v bistvu ta pot, ko smo jo prehodili, je samo kratek del poti, ko smo midva mogla prehoditi, da smo prišli do te hiše. Tako da v bistvu spodbujamo vse vas, da ste odprti za to, kam vas Gospod kliče in da se tudi vi odločite in hodite za njim. Adijo! Adijo! Ja, hvala lepa kolegom Aleteje, ki so nas popeljali v vsakodnevni utrip bogoslovnega semenišča. Zdaj pa z gospodom Zlobkom nadaljujeva pogovor v našem studiu. Gospod Zlobko, bogoslovci gredo med študijem skozi različna vprašanja, ki jim pomagajo na poti zorenja, razločevanja, izpraševanja, ali je duhovniški poklic zanje, tudi propedeutični letnik ste omenili. Zdaj, kako pomagati in prepoznavati mlademu bogoslovcu na poti, ali je duhovniški poklic zame? Kakšna konkretno recimo bo tukaj vaša vloga kot rektorja? Ja, najprej je ključnega pomena, da ima res, se pravi, tudi vsak bogoslovec, kot kasneje in duhovnik, konec koncev se priporoča, da bi imeli vsi ljudje, vsi kristjani, eno dobro duhovno vodstvo. Prav duhovno spremljanje. Tle konec koncev tudi že v bistvu od koncilija naprej, pa to je že starodavna stvar cerkve, že od samega začetka to duhovno vodenje oziroma duhovno spremljanje, ker Sveti Duh je tisti, ki vodi, ampak da imamo ob sebi enega človeka, ki je postavljen v duhovnem življenju. In se pravi, ki vidi tudi majhno korak naprej, je vedno en korak naprej in hkrati ve, kam želi recimo tudi to osebo usmerjati oziroma jo spremljati, da bo ta človek, ta fant, bogoslovec, prepoznaval tista znamenja, ki jih daje Gospod za konkretno njegovo življenje. Da bo njegovo duhovno življenje en tist smoter, fundament, osnova za vsakdanje življenje, ki ga bo vedno vodilo naprej, ki mu bo vedno dajalo upanje, ki mu bo vedno dajalo eno osnovo, da bo lahko in kot oseba, kot človek, pa hkrati tudi kot duhovnik, potem lahko tudi druge vodil k Kristusu, ker pač duhovnik je tisti, ki vodi k Kristusu. Tako kot Marija vedno vodi k Kristusu, duhovniki smo upodobljeni tudi po Jezusovem in Marijinem srcu, in vodimo k Kristusu, nikoli k sebi, ampak k Kristusu. In duhovni voditelj je tisti, ki vedno kaže na Gospoda, nikoli nas. To je pač, da so lahko precejšnje zlorabe, ampak zato je duhovni voditelj tisti, ki kaže na Gospoda, ki vedno kaže na Boga. To je prva vloga, ki je nekako precej pomembna. Najbolj pomembna, lahko rečem. Potem so pa vsi ostali tudi spremljevalci na področju človeške rasti, spravi, kako sprejemam tudi samega sebe, iz tega, ker sem, če potrebujem tudi kakšno pomoč, pač bogoslov je vedno nudi tudi strokovno pomoč, če je potrebno za kakšnega kandidata. Raven zaradi tega, človeška rast je tista, iz katere vse potem ostalo raste. Mi ne izhajamo, mi nismo angeli.
ne, brez telesna bitja, ampak smo kar konkretno telesni ljudje in seveda sprejeti to osnovo, da lahko na tem nekaj nadaljujemo, je pa ključno. In tukaj v bistvu, tako kot sem rekel, tudi sodelujemo z gospo Špelo, ki pomaga tudi fantom prepoznavati tudi to človeško osnovo, človeško rast. Potem tudi, kjer se fantje, fantje usposobijo, oziroma ne samo usposobijo, ampak bolj postajajo empatični. Empatija sama kot sebe je res je zastonski tudi dar, jo pa lahko človek tudi majčkeno poglablja in tudi malo razvija, ne. In zato imamo recimo tudi zdaj vsi fantje grejo skozi program karitativne rasti, kjer se srečujejo z osebami, mogoče, če rečem, recimo na dnu družbe, ki v bistvu zapadajo enemu alkoholizmu ali pa drogam in se srečujejo s temi konkretnimi ljudmi v pogovorih, z bolnimi, z ostarelimi. Tudi smo v navezi z društvom Hospic, se pravi, ker duhovnik je dostikrat tisti tudi, ki nenazadnje pospremi velikokrat umirajočega človeka v božje naročje, ne. In je tako res ta ključna vloga, ne, prepoznavati konec koncev tudi svojo šibkost, ob tem, ko vidiš umirajočega človeka, ne. In ko ga pospremiš v božje naročje. In tudi ljudi, ki so ob njem, ne, vse svojce, vse domače, ne, ki trpijo, pa hkrati, da si ti tisti takrat, ko uspeš pažgati ne samo svečo pri posteli, ampak luč vere, svetilko upanja v srcih teh ljudi, ki so ob umirajočem oziroma potem mrtvem človeku. Zato je tudi ta človeška rast, srečanje z drugim, res srečanje z drugim, in videti drugega, videti bližnjega, prepoznavati tako, kot prepoznavamo v mladih polnost enega veselja lahko, pa hkrati včasih pa tudi ne, ampak da bi srečali se res konkretno z osebo, ne, in se naučili, zato je tudi en tak proces zorenja, spremljati ljudi, ne. To je tisto, kar tako sem začel, to spremljanje, skupna hoja, hoditi skupaj, biti z drugim, ga prepoznavati, se učiti od njega v bistvu, ker konec koncev tudi, ker sem učitelj, se učim od drugega. To je vedno, zato ker me drugi vedno uči. Če vstopam v zgodbo drugega, se vedno od njega tudi učim. Hkrati pa vem, kam želim pripeljati. Kje je ta moj cilj, no. Potem pa seveda pri tej formaciji pa seveda potem sodelujejo tudi in domači župniki. Župniki, veliko mentorjev je, katerim so bogoslovci poslani na prakse in sem jim tudi zelo hvaležen, ker igrajo tudi zelo, zelo pomembno vlogo. Ne, ker ti mladi fantje, bogoslovci, a potem že tudi potem diakoni v zadnjem letniku, vidijo en primer duhovnika, mentorja, ki se pogovarja s tem fantom, ki je na praksi, skupaj molta, skupaj tudi trpita, lahko o preizkušnjah, ki jih postavlja mogoče življenje ali pa delo, ampak da ti mladi fantje prepoznavajo to eno lepoto duhovništva, kar pa sama po sebi je izredna lepota in lep dar. No, ko govorite o duhovništvu in duhovniškem poklicu, zagotovo pa je eden najpomembnejših vprašanj oziroma zadreg, morda pri nekaterem je, da se duhovniki odpovedo družinskemu življenju, torej da živijo čistost. Kako pa se o tem pogovarjate z bodočimi bogoslovci? Ja, se mi zdi, da je zdaj v našem času, tudi če še malo primerjam recimo s formacijo, ki sem bil sam deležen, je zdaj tukaj veliko bolj odprt pogovor, raven zaradi tega, ker je pač to dejansko ni več toliko tabu, dejansko ni več tabu in se lahko s fantje odkrito pogovarjamo, tudi vidimo, kje so kakšne zadrege, kje so kakšni izzivi, pa hkrati, kaj pomeni tudi v bistvu celibat za Božje kraljestvo. Sej, na prvi način je v bistvu zelo lahko reči, če pa celibat ukinemo, bo pa bogoslovje polno. Sam nisem čisto prepričan v to. Ker imamo tudi zgodbe sestrskih cerkva, predvsem mislim tukaj na pravoslavno cerkev, kjer imajo tudi kljub temu, da se duhovniki pred posvečenjem lahko poročijo,
pa imajo tudi pomanjkanje duhovnih poklicev. Ne vem, če je samo to, bi bilo pa kar potem, bomo pa kar napolnili, ker je spet je tisto, prvotno je poklicanost, potem pa kaj mi ta poklicanost daje. Tudi se pravi odpoved družinskemu življenju, življenju v čistosti oziroma v celibatu, ker v čistosti smo poklicani vsi, ampak odpoved družinskemu življenju zaradi Božjega kraljestva. Ne samo zaradi samega sebe, ampak predvsem zato, da lahko posvetim svoje življenje in res postajam, kot pravi tam v Gregorčiča, daritev. Daritev boditi življenje celo. Se pravi res, da sem sam dar in postajam dar za druge. Brez šparanja. Brez šparanja, ja, napolno. Tako kot je, konec koncev, kot je ena mati ali pa oče, je brez šparanja za svoje otroke. Pa kljub temu, da še opravlja delo. Ampak tukaj pač duhovniki smo nekako tudi poklicani čim bolj k res razdajanju in življenju tudi za drugega in tudi molitvi za druge. Tako kot tudi sami potrebujemo molitev, da mi smo živa bakla ljubezni in molitve za bližnjega. Gospod Zlobko, zdaj me pa zanima en vaš komentar. In sicer papež Frančišek je na majskem srečanju z italijanskimi škofi med drugim govoril in se zavzel za večjo selekcijo v semeniščih pri bodočih duhovniških kandidatih, ki kažejo istospolna nagnjenja. Zdaj, kako ste vi razumeli te njegove besede? Ja, sej že predvsem v teh zadnjih 2 letih, ko sem večkrat tudi poslušal, prav tudi lahko osebno uživo papeža Frančiška pri teh nagovorih, ali bodisi formatorjem, ki smo se srečali, ali pa študentom, ki smo bili v Rimu. Se mi zdi, da v bistvu on ni nič drugega novega povedal, recimo, če smem uporabiti to besedo, kot je to že jasno zapisano v zadnjem raciju, v navodilu za duhovniško formacijo. Se pravi, oseba, ki ima močna, se pravi, istospolna nagnjenja, ki ne more živeti tudi življenja brez tega, se po zakoniku ne posveti. Se lahko spremlja, recimo tudi priporoča vedno znova spremljanja, ampak za sprejem za svete radove tukaj ni trenutno odprte poti. Zdaj, dejstvo je pa tudi v Sloveniji, da število novomašnikov lahko preštejemo na prste ene roke v določenem letu. Po drugi strani pa se povprečna starost duhovnikov v Sloveniji približuje že 65. letu. Zdaj, kako pripravljate mlade bodoče duhovnike na to realnost, v katero vstopajo? Namreč žetev je velika, delavcev pa malo, če se tako po svetopisemsko izrazim. Kako mlade pripravljate na to realnost? Ja, imamo že tudi primere dobrih praks, tako v cerkvi na Slovenskem, kot tudi izven nje, ampak predvsem tako, da bi uspeli tudi ti mladi fantje, potem mogoče kot duhovniki, živeti v enem centru skupaj in pokrivati malo večje pastoralno območje. Tukaj je v bistvu od primera do primera drugače, ampak predvsem se pravi, dejstvo je, tukaj pač je, mislim, tako čist realen pogled. Realen pogled je, da ko prepoznavamo številke, da vidimo, da bo marsikje v prihodnjih letih, seveda, če ne bo prišlo toliko več fantov v bogoslovje, da se bodo župnije tudi združevale. To je pač dejstvo. Svet je tudi v tem, kar mi danes živimo, sej običajno ne gremo vedno samo v ta prvo trgovino, ampak še marsikam z avtom. Ampak predvsem tukaj, da bi se gradila neka taka živa občestva v enih jedrih, kjer bi lahko povezovali ljudi skupaj v eno živo občestvo, se pravi evharistično občestvo, ki živi tudi iz evharistije, iz sakramentov. In duhovnik bi bil res tisti, ki bi prinašal ta občestva Kristusa, bil človek sakramentov. Zato je tudi že tudi tako, da se pravi, da skupaj upravljamo župnijo, kljub temu, da je še vedno tisti, ki zastopa, je župnik, ampak vseeno, župnik ima ogromno župnijskih sodelavcev in ogromno ljudi, ki mu lahko pomagajo pri tem.
In prav tukaj je pa tudi ena ta vizija, da bi duhovniki recimo lahko v enem takem večjem pastoralnem centru živeli po 2 ali pa po 3 in potem upravljali tudi mogoče malo širše področje. Ne. Seveda je pa dejstvo, ne, če smo imeli včasih, ne vem, še 50 let nazaj 150 bogoslovcev v bogoslovju, ne, da vsega tega 20 ljudi verjetno ne bo moglo narediti enako. Ne. Točno to, ja. Zdaj vemo, da v nekaterih evropskih državah je tudi praksa, recimo, da manjko duhovnikov nekako nadomeščajo ali pa da prihajajo duhovniki iz Afrike, iz Azije. Je recimo to lahko tudi pot za Slovenijo ali pa ki jo vi vidite kot eno od rešitev? Ja, glede na to, kar sem videl, da so res trenutno, predvsem recimo Vietnam, vem, da ima prepolna semenišča, pa tudi nekatere druge države, je mogoče en ta obrat, tudi vidimo že recimo pri salezijanski skupnosti, pa tudi še kje drugje, že so se odločili, da imajo tudi na praksi fantje iz drugih dežel. Sosednji škofi, recimo v Avstriji, imajo tudi duhovnike iz afriške ali pa indijske podceline. Tako da ne vidim take velike zadrege. Včasih je bolj vprašanje kulturne in kulturacija, kulturnega enega vcepljenja v družbo, ampak če nekdo je poslan, to je pa tisto, če sem tako svoboden, da me Gospod nekam pošle, konec koncev kot misionarja ali pa kot duhovnika, se mi zdi ta opcija možna. Ne nazadnje tudi trenutni moj domači župnik je sicer iz Romunije, tako da pa še kakšne imamo tudi iz Poljske že zdaj v samem slovenskem prostoru, tako da je to očitno se da. Ja, konec koncev tudi mnogo Slovencev v preteklosti, pa tudi še sedaj so misionarji po različnih delih sveta. Tako. Gospod Zlobko, če sedaj morda še malo oriševa vašo duhovniško pot in zorenje, čisto za zaključek pogovora. Vi ste bili posvečeni, kot sem dejal, leta 2010. V kakšnem okolju, v kakšni družini pa ste vi odraščali? Zdaj vem, da ste drugi od 3 otrok, da ste živeli na vasi, na manjši kmetiji. Vse skozi pa ste bili tudi vpeti v župnijsko delo. Ja, res je, se pravi, iz majhne vasi Križ pri Komendi prihajam in tako, zelo sproščeno otroštvo, pač ni bilo telefonov, ni bilo tega in smo bili ogromno zunaj, pač to je dejstvo. S kolesom smo se ravno prevozili, pa tako, bilo je eno to pristno veselje, pa tudi vedno pomoč doma, ko je bilo sploh predvsem poleti, ko so bile počitnice. Drugo mesto, ki sem ga pa vedno imel tudi za svojega, tudi za domačega, je bila pa župnija. Od samega oratorija, ker sem bil animator in potem tudi voditelj več let, do branja beril, do poučevanja veruka, tudi skavtski balu sem bil. Je bila res ta župnija je bila en tak drugi dom, kjer sem dobil kar nekaj dobrih prijateljstev, ki nas vežejo vezi še danes. In tako, je bilo tudi to zorenje v smislu, imeli smo vedno diakone in vsako leto je prišel nov diakon, in sem se tudi srečeval z njimi na mladinskih skupinah in tako je verjetno Gospod čisto na potiho pripravljal eno seme, da je potem počasi skalilo, kljub mojim drugačnim načrtom. Ja, kakšni pa so bili ti načrti? Ja, jaz sem bil zmeraj tako, zelo sem imel rad matematiko in se pravi, sem šel tudi študirati, potem po gimnaziji sem šel študirati matematiko, ampak se je tisto leto pa tudi v meni, tako, Gospod se je bolj močno dotaknil, prav v tem smislu, pač tudi Gospod ne odneha, Gospod je tudi trmast, in pač ja, in je pripeljal, ampak po tisti odločitvi, ker res prišla v meni, se je v meni naselil en tak notranji mir. In iz tistega miru dejansko sem potem lahko šel tudi pod formacije, sprejemal odločitve in ne nazadnje v bistvu tudi sprejel to odločitev zdaj za rektorja bogoslovja. Se pravi, vi ste pri matematiki računali po svoje, Bog pa po svoje in vas je na to pripeljal. Ja, zgleda, da me je premagal.
Ja, vas je potem pot vodila od kaplanske službe v zavodu svetega Stanislava, pa potem ste bili tudi duhovni pomočnik, delovali na 2 župnijah. Vse skozi ste bili tudi duhovni spremljevalec oseb s posebnimi potrebami, sodelovali tudi pri skavtskih taborih, letovanjih. Kako vas je vse to oblikovalo in brusilo kot duhovnika in do tega, kar ste danes? Vedno običajno sem rekel, da tako, največ sem se naučil od otrok iz vrtca. Ker so iskreni, ne šparajo in tudi konec koncev, ko smo imeli mašo samo za njih, samo za otroke z vzgojiteljicami, pač je pridiga ne v 8 minutah, kot papež Frančišek pravi, ampak če zdržijo pač par minut, da jih uspeš zanimirati, je to nekaj čudovitega. Pač je res tisto, ta direktnost otroka, ki se vrže očetu v naročje, ne študira, ne računa, ne preračunava, a bo, a ne bo, a ga bo ujel, a ne bo, ampak se preprosto vrže v očetovo naročje. Tako sem nekako tudi gledal tudi to pristnost teh otrok v vrtcu, tudi do vprašanj vere. To je bilo recimo tako zame tudi eno pričevanje in ne nazadnje potem do vseh skupin, do mladih, ki se sprašujejo, ki se upirajo, ki dvomijo, in ki se z njimi pogovarjaš, ki so tudi izgubljeni dostikrat, tudi ranjeni, ampak si tam zraven samo. Saj včasih tudi ni veliko besed, ampak si tam, biti z njimi. No, tako da nekako to so me te izkušnje z vsemi temi in tudi potem starši z otroki s posebnimi potrebami, z skavti, z ostarelimi, tudi dostikrat, kot sem tudi prej rekel, vsak te po svoje izbrusi in te naredi v bistvu bolj podobnega dobremu pastirju. Ker ob tem rastemo, ob tem prepoznavamo konec koncev našo majhnost, krhkost, ampak to lepoto, ki je toliko bolj, ker recimo lahko prineseš nekomu eno znamenje upanja, ali pa tolažbe, ali pa spodbude, znamenje vere. Lahko morda z nami delite za konec kakšno misel oziroma kakšen trenutek, kjer ste pa res čutili, da je Bog z vami. Saj verjamem, da je teh božjih dotikov v vašem življenju bilo veliko, ampak na tistega, na katerega se pa res najraje in najbolj spomnite. Verjetno je bil to res trenutek diakonskega posvečenja, ne duhovniškega, ampak diakonskega, ker je v bistvu v tistem letu v meni tudi ena odločitev zorela, res je ta dokončna odločitev, ker je pač takrat se daš pa v roke, škofu v roke, se pravi tudi pokorščino, tudi celibat in vse to, kar je zorel. In ker sem prejel pač to srečo, da sem lahko prejel diakonat v domači župniji. In je bilo tako pač en lep trenutek, se ga spomnim, ko te po posvečenju oblečejo v dalmatiko, v bistvu tiste besede, s svojimi perutmi te pokrije Gospod. S svojimi perutmi te Gospod, da te pa Gospod pokril. In tudi tisto Petrove besede, te bo tudi odpeljal, kamor nočeš. Ampak Gospod te je pokril. Gospod te je obvaroval. Tudi večkrat si ta psalm zapojem in ga imam tako v mislih, ravno zaradi tega. Kako je Gospod, tudi potem, ko se zelo jasno spomnim kakšnih pogledov s temi, ki smo skupaj rasli gor, ki smo skupaj odkrivali na to veselje, res en tak milosten trenutek, teh različnih pogledov, ki jih imam še danes zelo živo pred očmi. Še ena vaša končna misel, spodbuda za, vaše bogoslovce, ki jih boste od zdaj naprej spremljali, pa tudi konec koncev za vse naše gledalke in gledalce, ki naju poslušajo in gledajo. Glede na to, da smo zdaj v letu molitve, v pripravi na jubilej upanja, ki nosi naslov Romarji upanja, želim vsem nam res, da bi bili iskalci, pa vendar tudi prinašalci upanja v ta svet. Ker to je naša krščanska naloga tudi. Kristjan vedno hodi v upanju, v gledanju, ker nismo sami, ker je Gospod z nami. Ta obljuba, ki se
skozi svetopismo tokrat in tokrat ponovi: ne boj se, jaz sem s teboj. Ne? In tudi vam izročam vsem skupaj sebe, pa vso celotno ekipo formatorsko, pa tudi bogoslovce, res v eno priprošnjo, da bi bili upodobljeni od Gospoda in da bi tudi ukorajžil tiste, ki jih Gospod vsem kliče. Ker Gospod se ne utrudi, to vemo, ampak še vedno kliče. Ker korajžno pa poklonej. Hvala lepa, gospod Zlobko, za vaš čas, odkrit pogovor in naj vas pri vašem delu seveda spremljajo Božji blagoslov in modrost ter veselje do dela z bogoslovci. Poklonej tudi vam za povabilo. Srečno. Hvala tudi vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, ker ste nas spremljali. Do naslednjič, nasvidenje in poklonaj.